Takšen Yeti precej dobro izgleda, ga pa v Monte Carlo ne bi opazil niti tisti, ki v povprečnem hotelu pomiva posodo. Mesto omenjam zato, ker ima tale opremo z enakim imenom. Sicer pa je tole zmagovalec našega spomladanskega primerjalnega testa, v katerem je pometel še z 9 predstavniki in to kljub temu, da je Yeti že precej star avtomobil. Križanci se med seboj precej razlikujejo, Yeti je eden tistih, ki navduši predvsem z uporabnostjo. Prtljažnik je velik in oglad, tudi polno odlagališč in takšnih pritrdilnih zank ima, za družinsko rabo je skratka super. Tamle na klopi je tudi dovolj prostora in sedi se dobro, spredaj pa cenim predvsem ogromno število odlagališč. Če je uporabnost pomembna postavka, potem je Yeti pravi. Malce manj pa navduši z oblikovno razgibanostjo, vse skupaj je, kako ne reče, skoraj dolgočasno, je pa vsaj dobro izdelano. Med vožnjo hvalim enostavnost in dober občutek, ki vliva zaupanje, čeprav vse skupaj malce meji že na dolgočasno in okorno. Tudi blaženje je precej čvrsto, zato na slabih podlagah malo bolj pretresa. In če boste vzeli takšno 4-kolesno gnano izvedenko, vzemite še močnejši motor. Temu 2-litrskemu TDI z 81 kW je že malce manjka, kakšno pospeševanje na avtocesti je kar žalostno. Sicer je tudi pri večjih hitrostih Yeti čisto soliden, priporočam pa ga predvsem tistim, ki se boste večkrat zapeljali na neutrjeno podlago. Kljub temu, da tole ni terenec, zlepa ne omaga, 4-kolesni pogon je res zmogljiv. Prepričan sem, da vas bo Yeti vedno znova navdušil, terenske vrline naj vsekakor bodo eden od razlogov za nakup. Zdaj je lahko tudi cena. Osnovni je precej ugoden, takšen z opremo Monte Carlo in s tem motorjem ter pogonom pa stane 24 jurjev. Še vedno ponudi dosti za svojo ceno, vseeno pa mu ob tolikšnem znesku kakšno stvar že malce bolj zamerim. Predvsem manj lahkotno voznost in malce več oblikovne domiselnosti.